Zdravo, živijo, dobrodošli nazaj v oddajo Ta veseli dan. Hvala Tanji, ki me je malo rešila. Prej sem jo malce zagate z točilnimi stroji. Imamo pa že novega gosta, gospoda Janina Klemenčiča. Svetovni popotnik. Ja, pred 100 leti so takim še rekli svetovni popotnik. Danes pa itak že vsi potujejo, tako da smo že vsi svetovni popotniki. Dejva reči v grobem, koliko držav ste že obiskali? Koliko smo že obiskali? Ja, ravno zadnji smo se pogovarjali. Težko reči pravzaprav natančno. Približno 110 bi jih bilo, ampak nekatere države takrat še niso bile države, pa danes so. Druge so bile, pa danes niso več, tako kot recimo vzhodna Nemčija ali pa kakšna taka. Tako da recimo, pa spet težko reči, če si nekje parkrat spal, pa si nekaj ogledal, potem si bil tam. Če si samo stopil na letališče, pa kupil eno flašo, potem pa nisi bil tam. Tako da recimo 110. V kolikih letih? Ja, kdaj sem pa začel? Začel sem štopati, ko sem bil 17 let star. Takrat je bilo še obdobje hipijev, sicer je že malo zameralo, ampak še vedno je bilo moderno. Pa najboljša stvar pod soncem za vsakogar je bilo štopanje, kar je pa pri 17-18 še malo tvegano. In moraš biti pogumen, pa starši paniko zganjajo in te ne pustijo nikamor, oziroma poskušajo nekako preprečiti, da bi kam šel. Ti se hočeš pa delati frajerja pred sošolci, pa kljub vsemu greš, tako da nekak dokaz tvojega poguma je bilo to, da si štopal. Pa še poleg tega smo malo tekmovali med sabo, recimo, če si šel za 4 tedne ali pa 5 tednov po Evropi, po zapravu samo 200 mark, takrat so bile še marke. Bolje bi to še poseben dosežek, ker si pač spal zunaj ali pa kje v kakšnih... marsikje smo spali. Recimo, eno od športov je bil to, da si prespal v kakšnem hotelu. Šel si ampak nisi smel videti kakšen srednje dober hotel, ker tam so te vedno ven vrgli. Pač po najbolj dober hotel, potem si se pozleknil na tako lezofo, tam kje v kakšnem... Čakalnici? Ja, tam bara recimo, pa ti ponavadi nihče ni. Kakšna prostitutka je prišla prašati, če imaš kakšne želje. Drugače pa nihče ni vznemiril, pa še celo noč je odprta. Pa če nadaljujeva to debato s prostitutko? Ja, veš da, vsak Nobel hotel ima kakšno prostitutko, To bova pol še predelala malo bolj. Tekom življenja, torej pri 17 si šel? Ja, 3 letnik srednje šole. Zakaj sploh? Ja, tako kot verjetno vsak. Prvič so me zanimale stvari, drugič sem pa... Glavni vzrok bi bil takle nekako. Ti gledaš na televiziji ali pa bereš v knjigi v kakšni državi. Imaš slab občutek, saj jaz, če tam še nisi bil. Če si pa enkrat že bil tam, pa se ti pa vse skupaj zdi nekako bolj domače, pa rečeš, ja, tam sem pa jaz delal to pa to. Poleg tega, še vedno se mi zgodi, še zdaj, recimo gremo v 111. državo, pa še nisem bil tam, pa pravim, bohe, kako bo, pa vem, kako bo približno, ampak dokler nisi bil tam, toliko časa nimaš natančnega občutka. Potem, ko pa enkrat to imaš, je pa to tvoja domača dežela in imaš bolj nekak suveren občutek, kar se tega tiče. In za koliko časa?